Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. No, v tem koronskem času so seveda tudi celjske kulturne inštitucije zaprte. Mi pa smo z našo kamero vseeno pokukali, kaj se dogaja in kako za vrati Celjskega muzeja novejše zgodovine. Pa poglejmo. Tudi Celjski muzej novejše zgodovine je v skladu s trenutnimi ukrepi za zajezitev pandemije koronavirusa zaprt za obiskovalce in kot je izjavil njegov direktor, dr. Tonče Kregar, deli usodo z ostalimi kulturnimi inštitucijami v Celju. Ja, kot rečeno, seveda tudi naš muzej deli usodo vseh podobnih kulturnih inštitucij in seveda celotne družbe. Potem, ko smo nekako uspešno vendarle se izkopali iz marčevske karantene in ko je poleti naš muzej spet zaživel, ko smo beležili kar lep obisk, čeprav kljub vsem omejitvam navkljub, smo žal morali konec oktobra ponovno zapreti naša vrata. In se organizacijsko, se pravi, kar se tiče dela ponovno reorganizirati, se pravi, da se je večina sodelavcev se je vključena v še večji miri v obdelavo gradiva, se pravi, gre za neskončen kontingent gradiva, ki je potrebno dokumentacije, digitalizacije, skratka, dela nam ne zmanjka, seveda pripravljamo tudi nove programe, nove vsebine za naslednje leto, seveda pa vsi z največjim veseljem oziroma z največjim pričakovanjem čakamo, ko bodo vrata ponovno odprla. Namreč muzej je živ organizem, muzej v polnosti zaživi samo takrat, kadar ga obiščejo obiskovalci. Tako kot marsikje drugje so tudi v Muzeju novejše zgodovine Celje svojo dejavnost prilagodili trenutni situaciji ter mnoge vsebine za obiskovalce prenesli na splet. Kot neke vrste začasno blažilo oziroma nadomestilo seveda izkoriščamo možnosti svetovnega spleta. Tu moram reči, da smo bili mogoče nehote, čeprav nismo slutili, da bo prišlo do te epidemije, da bodo vrata zaprta, tega si pravzaprav niti v najhujših nočnih morah ni mogel nihče pričakovati, smo se že pred časom začeli v veliki miri orientirati na promocijo naših vsebin preko svetovnega spleta in v ta namen smo že pred leti začeli sistematično dokumentirati oziroma 360-stopinjsko snemati vse naše razstavne vsebine, se pravi od stalnih razstav do občasnih razstav in moram reči, da so nam v tem času ti posnetki prišli izredno prav in tako si je pravzaprav tudi danes, se pravi od doma, mogoče preko spleta ogledati in se sprehoditi po vseh naših razstavah. Najdete jih na naši spletni strani pod zavihkom virtualno. Skratka, gre za en simpatično možnost sprehoda po razstavi, ki pa ponavljam ne more nadomestiti tega občutka, tega doživetja neposredne izkušnje. Poleg tega, da ta čas, ko je muzej zaprt za obiskovalce, zaposleni v Muzeju novejše zgodovine Celje intenzivno izkoristijo tako za obravnavo številnega muzejskega gradiva, ki ga nikoli ne zmanjka, ter za pripravo novih vsebin za obiskovalce muzeja, ko bo ta ponovno odprt, pa so ta čas v muzeju do sedaj intenzivno izkoristili še za druga dela. Ne glede na vse, kar se je zgodilo v letošnjem letu, nekako z veseljem ugotavljamo, da bomo do konca leta pravzaprav realizirali 95% našega programa. Seveda v okrnjenem obsegu, ne v tolikšni miri, kot bi sicer, ampak vendarle ne popuščamo, poskušamo delati čim več, kolikor je le mogoče v danih okoliščinah in eden izmed teh rezultatov je tudi zaključena uvodna faza gradbeno-vzdrževalnih del fotohiše Pelikan, se pravi, ravno v teh dneh smo končali po enomesečnem gradbenem posegu, smo nekako sanirali in trajno zaščitili kletne prostore, v katerih je zaenkrat že tudi možnost vzpostavitve neke vsaj improvizirane fotogalerije, se pravi, da kljub situaciji ne samo, da počnemo to, kar moramo, ampak na nek način to, kar že imamo, ampak na nek način tudi širimo našo dejavnost. V Celju delujeta dva muzeja, starejši pokrajinski muzej ter Muzej novejše zgodovine, ki pa ima, kljub temu, da je po datumu ustanovitve mlajši, v mestu ob Savinji bogato tradicijo.
Kot samostojna kulturna ustanova je bil pod nazivom Muzej revolucije Celje ustanovljen leta 1963. Izšel pa je že iz leta 1951. Ustanovljenega oddelka za zgodovino narodno-osvobodilnega boja pri takratnem Mestnem muzeju Celje. Kot samostojna inštitucija je svoje prostore dobil v poslopju nekdanjega celjskega magistrata na današnji Prešernovi 17, kjer je bil magistrat v letih od 1830 do 1953. Tu je na stalni razstavi predstavil zgodovino Celja in celjske regije v letih 1918 do 1945. Pridobil pa je tudi prostore v Starem Piskru, celjskem zaporu, kjer je okupator med drugo svetovno vojno ustrelil 374 talcev. Poleg stalne razstave je to obdobje zaznamovala bogata razstavna, izdajateljska in publicistična dejavnost strokovnih delavcev muzeja. Sčasoma je muzej začel širiti svoje zbirke in usmerjati svojo pozornost tudi v zbiranje in raziskovanje življenja po letu 1945. Posebej se je začel posvečati šolski mladini, ki je bila v 70. in začetku 80. let njegov najštevilčnejši obiskovalec. Tako niti ne preseneča dejstvo, da je danes v okviru tega našega muzeja od leta 1995 tudi edini otroški muzej pri nas in eden redkih v tem delu Srednje Evrope. Prelomnico v razvoju muzeja predstavlja leto 1979, ko je muzej pridobil dodatne prostore, v letih 1987 do 1989 pa so v njih postavili stalno razstavo o razvoju mesta Celja po drugi svetovni vojni. Zaradi vsebinske razširitve dela se je muzej leta 1991 tudi formalno preimenoval v Muzej novejše zgodovine Celje. To je bil čas, ko se je začenjala oblikovati samostojna država Slovenija, zato je tudi muzej v kontekstu prenovljene zbiralne politike začel z iskanjem nove vloge v svojem okolju. V novejšem obdobju pa je Muzej novejše zgodovine Celje pridobil pod svoje okrilje leta 1997 tudi vilo in sončni studio znamenitega in imenitnega celjskega fotografskega mojstra Pelikana z njegovo neprecenljivo fotografsko zapuščino, pomembno ne samo za Celje, temveč tudi za celotno nacionalno zgodovino. Poleg stalnih razstav, ki jih muzej danes ponuja, pa so pomemben segment njegovega delovanja tudi številne občasne razstave, ki jih pripravlja v zato posebej namenjenih razstavnih prostorih v svojem otroškem muzeju Hermanov Berlog ali v Pelikanovi hiši. Ne smemo prezreti tudi njegovo znanstveno raziskovalno delo, ki se odraža tudi v številnih publikacijah, ki jih je Muzej novejše zgodovine Celje do sedaj izdal in ki so na voljo v njihovi recepciji. Saj, kot so zapisali, je njihovo poslanstvo trajno in nemoteno izvajanje javne službe varovanja, ohranjanja, raziskovanja, predstavljanja in populariziranja premične kulturne dediščine z področja zgodovine in etnologije od začetka 20. stoletja dalje. Vsebinsko področje delovanja pa zajema preplet novejše nacionalne in regionalne zgodovine ter etnologije s sodobnostjo in aktualnostjo. Tako torej lahko že kar z nestrpnostjo čakamo, kdaj se bodo vrata muzeja zopet na široko odprla in kaj nas bo pričakalo takrat. Poleg tega, poleg vseh obstoječih vsebin, pripravljamo seveda tudi nove. In zdaj naš letošnji zadnji razstavni projekt je pravzaprav tako rekoč tik pred otvoritvijo, tudi na teh posnetkih vidite razstava je tako rekoč gotova, odprli, na vednicah seveda, pa jo bomo 3. decembra na ta veseli dan kulture. Na ta dan že tradicionalno v našem muzeju otvarjamo nove razstave. No in tokrat ta razstava, ki je delo avtoric kolegice Bronice Gologrant Zakonjšek, je, se mi zdi, še posebej primerna za ta praznični, tudi ta malce tesnoben čas. Skratka, gre za eno izredno prijetno, prijazno, estetsko razstavo.
na kateri je izpostavljen jagodni izbor iz naše muzejske zbirke razglednic. Verjamem, da razglednice so pač vsebina, so tema, ki privlači najširši krog javnosti in prepričan sem, da bo tudi ta razstava izredno zanimiva. Kot rečeno, 3. decembra si jo bo že mogoče ogledati se pravi preko spleta, 360-stopinjski ogled razstave bo možen, kot sem že prej omenjal, tudi ta razstava bo posneta. Potem pa upam, da bo muzej v kratkem res smel odpreti vrata in da se bodo ljudje, da se bodo obiskovalci še v večji meri kot v preteklosti vrnili v naše prostore. Do takrat, ko bo Muzej novejše zgodovine Celje ponovno odprt za javnost, pa seveda vabljeni na virtualni obisk na njegovi spletni strani in preko Facebooka. No, kot smo videli in slišali, seveda tudi Celjski muzej novejše zgodovine v tem času ne miruje. In če bodo razmere ugodne, nas že čaka nova razstava starih razglednic, na kateri seveda boste vsekakor povabljeni. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala za vašo pozornost in pa prav lep pozdrav do prihodnjič.